sem imela že tam nekje od 30. leta naprej velike težave, ko se je začelo to prebujati, ko sem doživljala te telesne disociacije, pač sem šla iz telesa, ali sem imela panični napad, ali sem imela tesnobo. Ko smo odraščali, so naši očetje pravzaprav delali hiše, domov pa ne toliko. Prvič v življenju pristala čisto negibna na tleh. Saj večina ljudi najbolj boli krivica. Tukaj pa res znam postati tudi, tukaj sem jaz nepreizkušnja, kako to povedati. Z mano v studiu je Ksenija Medved, avtorica knjige Napisala sem roman. To je pesniška zbirka. Ksenija, dobrodošla. Pozdravljeni. Ste se ovatikale, ne? Ja. Ko so se prvič malo bolj poglobljeno pogovarjali, je bil en tak zelo lep stik in potem, ko sem v Sensi, v reviji Sensa, prebrala tale utrinek, sem najprej nate pomislila, pa ga bom kar prebrala. Naslov je Za lepši dan. Včasih je dovolj, da z nekom preživite 1 uro, da delite nekaj pomembnega in globokega. Brez prisile ali kakršnekoli zahteve. Samo zgodi se. Ko se 2 duši srečata v iskrenem pogovoru, brez pričakovanj in brez maske, se zgodi prava čarovnija. Ta ura lahko prinese več razumevanja in povezanosti kot leta površinskih interakcij v ustaljenem odnosu. Hvala, deliva občutke. Ja, ne. Tako da na osnovi tistega srečanja, ki je bilo res tako, v bistvu 2 uri je trajalo, ni uro, ampak še vedno relativno kratko je bilo, ampak prvič so se res pogovarjali tako osebno, in je bilo prav, wow, kako lepo, da je ta človek prišel v moje življenje, sem pomislila. Hvala. Jaz sem te tako doživela, pa tudi v eni od svojih pesmi praviš, da si v osnovi mehka, odprta, radovedna in pesniška duša. Morala pa si postati močna, skoraj moška, da si zaščitila svoje mehko jedro v patriarhalni družbi. In tvoj moto je že kmalu postal: noben me ne bo J. Kako se je to odražalo v praksi? Ja, prvič, pravzaprav si niti ne domišljam, da se je to samo meni dogajalo. Smo kar odraščala v neki taki patriarhalni klimi. Čeprav so se ženske takrat začele pravzaprav boriti za svoje pravice in smo imeli seveda te socialistične bom rekla, pridobitve. Ampak ja, ko smo odraščali, so naši očetje pravzaprav delali hiše, domov pa ne toliko, pravzaprav. Kar sicer iz sedanjega kota lahko razumem, ampak takrat je pač mene to precej, kako naj rečem, vznemirjalo. Bila sem tudi en tak otrok, radoveden. In ko sem pač, knjige so bile pri hiši, ker ne da bi jih dobra, ampak so bile tudi kar dostopne. In vemo, da smo imeli doma Našo besedo in smo imeli zlato knjigo in tako naprej. Sem hodila tudi v knjižnice in veliko brala in mi ni šlo skupaj, mogoče to vzdušje pri nas in pa predvsem to, kar sem recimo prebrala, da nekdo, kako oče poboža, kako oče normalno oziroma spoštljivo, kulturno komunicira z ženo. Tako da kako je to vplivalo name, na nek način travmatično, na drug način pa pač sem postala upornica in sem, kar upirala se in še danes sem prepričana, da moramo ves čas ponavljati ženske. Sicer najprej mora ženska priti pri sebi do ene take kultivirane
kultiviranosti in umirjenosti in mogoče tudi do te prave ženskosti, do tega jedra, duhovnega jedra, ne? Tako da v bistvu lahko sodeluje z moškim oziroma da tudi moški nekako začne poslušati, ne? Nekako na nek način mi je to tudi uspelo, tako da sem mogoče na začetku kultivirala odnose doma, vmes pač se vemo, ne, kako smo se kali med naše starše. In kasneje potem je to preraslo v nek moj poklic oziroma hobi na vseh področjih, ker se je dalo, sem sodelovala v družbi, kultivirala odnose, mrežila, to me je strašno veselilo in me tudi še danes to zelo veseli, no. Da se je zgodila ta čarobnost, ko se ljudje povežejo, ampak to na nekem takem kulturnem nivoju, ne. Sprejemajočem. Tudi kar se tiče odnosov moški-ženska, tudi v tem smislu, da sta si enakovredna, ne glih enaka, ampak da sta enakovredna, da je glas ženske enakovreden kot moški glas. V pesmi Kako umira oče obravnavaš tematiko usihanja moči človeka, ki si se ga v otroštvu bala. Z besedami Titan, ki mu je malo kaj prišlo do živega, je sedaj zadihan po nekaj korakih. S temi besedami si izrazila njegovo počasno odhajanje. Kaj se ob tem v tebi prihaja na plan in kako to vpliva na tvoj pogled na starše in na preteklost? Ja, v pesmi sem pravzaprav o tem spregovorila, ne, da so trenutki, ko zagledaš, sicer med nami je bilo kar nekaj bojev, jaz sem že, se pravim, pri 14 sem že krepko zapirala vrata. In pri 16 sem si izborila svojo sobo, a ne. In v tem smislu se tudi postavljala po robu, debatirala, hotela debatirati in pogovarjati se, kar pač pri tako vzgojenih moških niti ni bilo vedno, mislim, večinoma časa ni bilo mogoče, a ne. Mame so pa seveda moje jokala, no, se ni postavila nazaj in to me je res, mogoče že k prejšnjemu vprašanju sodi, tudi jezilo, a ne. Zakaj ne poveš nazaj, si ravno tako razmišljaš lahko, kaj bi bilo boljše, a ne, in ni treba, da sta eden proti drugemu, ampak skupaj proti težavi oziroma karkoli že pač prišlo nasproti, a ne. In zdaj, ko sta starejša, ko že vidim, da to v pesmi govorim o tem, kako je oče onemogel, nekako prideš do tega, da si tudi ti zdaj že kar v letih, a ne, jaz grem proti 60 in si ravno tako odrasel kot tvoj starš, glih tako si že mogoče bližje njim kot svojim otrokom v tej starosti. Glih tako si delal že napake, kot so jih oni delali, upaš, da malo manj, a ne, da si kakšen vzorec porezal, ampak načeloma pa se ne moreš več obnašati do njih kot otrok, kot tisti otrok, ki je zameril, ki je sovražil, ampak vidiš, da je tudi za njimi, a ne, nekdo stal, ki je pač napačno pač deloval do njih in nekako pustiš, da to gre stran, ti spomini, da ne prevladajo, no, pravzaprav. In tako sem očeta pa pravzaprav opisala, kako zbira neke spomine, neke slike na mizi in hoče pač nekako na tak način urejati svoje življenje. Ja. Lepo si to povedala. Ja.
Omenila si že, da ti je pomembno delati za skupnost in v eni od pesmi napišeš, da ti je to tako kot dihanje zraka. Kaj te je v življenju pripeljalo v ta način delovanja? Če mogoče še več poveš, se malo si že nakazala. Malo sem že nakazala, da pravzaprav sem vedno skočila vmes, in iskala način, kako regulirati, kar sicer za otroku ni, da mora regulirati svoje starše in vsa čutenja, ki se jim prebujajo ob njih. Ampak pač tako je bilo in to je kar tako ostalo. Mislim pa, da sem kakšno stvar prenesla tudi na svet s svojim karakterjem, s svojim pogledom na svet. Se pravi, gledala sem svet vedno z radovednostjo. In sem bila en velik potepuh, pravzaprav smo imeli to srečo, da smo tudi tako odraščali, da na ulici 11. šola. Ampak jaz sem šla po ulici in sem kar obgovarjala pač ljudi, pa vprašala, kaj se stisnemo dela, na kakšen način se nekaj pač dogaja. V glavnem to sem bila na ta način radovedna in pa se pravim, knjige, filmi so zelo vplivali name, skandinavski predvsem, ki se mi je zdelo, da je to čisto neka druga vzgoja in da so ti otroci, da imajo veliko več te podpore. In videla sem pa, da recimo, če gremo na kakšno predstavo, proslavo, ne vem, karkoli, da je pa tam urejeno to, urejeni odnosi, urejen nekako drugačen vibe, Tako da sem že kmalu, že v osnovni šoli sem začela kakšne te predstave delati, pa vabiti prijatelje, sošolce tam po ulici. Tako da to mi je ostalo do danes, ker ne morem, ni meseca, da ne bi nekaj pač organizirala, karkoli, ali ne vem, kakšno pomoč za kakšne, bom rekla, v stiski ali kako akcijo ali pa ogromno tega. Na tisoče prireditev sem vodila oziroma organizirala. Si rekla tudi, da si goste iz tujine pripeljala v Ivančno Gorico? Veliko gostov. Tako tudi slovensko znanih iz tujine. Trenutno recimo malo pomagam, to mi je tako malo za dušo, da imamo kitarske večere. Sicer pa smo imeli od literarnih večerov do knjižnih, raznih literarnih večerov, knjižne in knjižnične vzgoje, do socialnih iger, skratka, en kup teh modelov sem tudi razvila, tako da se je pač lahko dogajalo pri nas. Lepo. Tvoja poklicna pot je bila vedno povezana s knjigami in pisanjem. Delala si kot novinarka v knjižnici, z bralnimi klubi, organizirala dogodke, pisala knjige. Medtem si se srečevala tudi z različnimi pritiski in igrami. Kako se je to odražalo pri tebi in kako si šla čez to? Ko se ukvarjaš s tako krhkimi stvarmi, kot je, bom rekla, knjižnica, napredek knjižnice in mogoče bralni klubi, karkoli pravzaprav z umetniki. Vemo, da je to vse krhko, da je to nekaj, kar pravzaprav potrebuje veliko varnosti in kako me včasih, kako si lahko v knjižnici izgorela. Pač nekako sem hotela tudi zaščititi te ljudi, da so prišli na varno mesto, da smo jih varno tudi predstavili, da niso, vsi vemo, da so umetniki ponavadi tudi, ne bom rekla posebni, ampak so mogoče iz takih okolij travmirani na podoben način. Jaz sem poznala to pravzaprav,
na kakšen način umetnost nastane in da to travmo tudi, pravzaprav mislim, da je umetnost nasplošno preobražanje travme v nekaj lepega, ne? Nasplošno. In da je to tudi ena taka, bom rekla, prava umetnost, čeprav ne bi bilo prave pa ne prave umetnosti, ampak načeloma, so dobili ta prostor, no. In ob tem sem pa seveda tudi izgorevala in bila tudi sama še vedno znova travmirana, ker pač je bilo treba prepričevati, a ne, pristojne, da rabimo denar, da potrebujemo še kakšnega zaposlenega oziroma včasih se je zataknilo že pri tem, da sploh nisem smela izvajati kakšnih stvari, a ne. Tako da sem se trudila, no, in sem bila zelo zagnana, kako naj temu rečem, pri tem. Ne bi rekla, da sem si glih domišljala, da lahko rešim svet, ampak je pa bila ta želja, no, da se knjižnica predstavi kot demokratičen prostor, recimo, a ne, če že govorimo o knjižnici. Prav tako recimo bralni klub, kjer imajo vsi pravico povedati, a ne, kjer že na policah stojijo en zraven drugega, mirno, pravzaprav ne glede na to, kaj razmišljajo in na kakšen način razmišljajo. Mogoče so njuni pogledi tudi čisto nasprotni si, ampak na knjižnih policah je to mirno oziroma prepuščeno tudi temu, a ne, kako bralec pride do knjige, kaj vzame, česa ne vzame, kako knjiga bere bralca ali bralec knjigo v tem smislu, tako da. S tem, ko si doživljala te krivice in pritiske, se ti je sprožila posttravma, se pravi, da so se ti vrnili občutki iz otroštva, ta nemoč, ko si ob očetu ali pa v tem odnosu med mamo in očetom doživljala. Lahko malo več o tem poveš, kako ta posttravma deluje na splošno? Ja, tako pravzaprav je travma nastala ob neki zlorabi. Ni ravno iz tega odnosa, ampak tudi ti odnosi so bili travmatični, seveda. Mislim, da ima kar celotna naša generacija, vsaj večina, tako da vem, da nisem nič posebnega. Ampak so pa neke določene specifike, ko res doživiš kakšno tako stvar, ki se iz nekega razloga ostane v tvoji podzavesti in hoče ven, a ne, na nek način. Tako da sem imela že tam nekje od 30. leta naprej velike težave, ko se je začelo to prebujati, ko sem doživljala te telesne disociacije, pač sem šla iz telesa, ali sem imela panični napad, ali sem imela tesnobo in sem se zelo nekako trudila okoli terapevtov, da bi nekako razumela kaj se mi dogaja, ker se mi je zdelo, da mi možgani še kar dobro delajo, ampak vseeno si nisem znala dopovedati. Pa ne, zakaj se zdaj tle bojiš, se ni nobene nevarnosti, ampak se je pa prebujalo ob določenih situacijah in ko se je pa začela recimo, ko pa so nastopile neke rekla gaslighting ali mobbing ali pa neke take govorice, krivice, se je pa meni to v celoti obnovilo in pravzaprav sem prvič v življenju pristala čisto negibna na tleh, no. Izgorela. Si rekla, da si bila na kavču dolgo časa in kot da bi se pogrezala 2 metra v kavč navzdol. In da si komaj do WC-ja prišla, da se ti je telo res čisto sesulo. Ja, telo se mi je sesulo kompletno, tako da pravzaprav najprej sem imela nevroendokrini tumor. Takrat sem bila že zelo kar utrujena, ampak jaz sem šla takoj nazaj v službo in seveda vedno znova sem se nekako še sestavila, pokrpala, ne.
tako kot tisti umivalnik, ki sem videla nedolgo nazaj na Facebooku, eno tako luštno sličico, ne, umivalnik, ves razbit, pipa je še delovala, a ne, pa en malo keramike, drugače pa deluje še, izgleda pa tako, a ne. Tako da v tem smislu sem se pač vrnila. Potem je še nekaj let, še nekaj časa sem hodila v službo, to se je začelo pri 47. letu, no, mojem, zdaj sem tudi pa v 57. In takrat se je začelo in sem počasi me pobirala, no. Zdaj pa potem sem po 4 ure delala in potem je prišel dan, ko sem rekla, ne morem več. In sem obležala na kavču za leto pa pol. S tem, da sem 1 leto bila res čist privezana. To je pomenilo, da sem na kavču nisem imela niti prebave. Sem se morala klistirati vsak dan. Spomin je bil naluknjan, energije nobene, jaz sem se lahko vsak dan, ne vem, spraševala, a se obrnem na drug bok ali ne. Tako da vem, da je iznucana beseda izgorelost, ampak vsak, ki mi bo rekel, da je v tem, vsaj mislim, da razumem, a ne, preko svoje izkušnje, kako to res izgleda. Ščitnica mi je šla, se pravi, nič ni več delalo tako, kot bi moglo, no. Tudi ledvice so v bistvu kronično odpovedovale. Tako da jaz, ja, sem bila sicer v telesu, ampak zdelo se mi je, kot da je to, da je samo še duh noter. Vse ostalo je pa mrtvo, a ne, in kot da je res ta moj trmasti duh potem vseeno nekako premagal, no, to. In takrat, ko si bila na kavču, ko nisi mogla skoraj nič delati, si pesmi začela pisati. To je bilo že kasneje. Kasneje? Ja, to je bilo že kasneje. Jaz sem seveda morala poskrbeti. Nekako sem takrat v tistih svetlobah in trenutkih, ko je prišla neka energija, ko sem očitno nekaj prav delala, so hormoni bili v redu ali nekaj, sem lahko pač kaj tudi prebrala in mi je prišla pod roke knjiga Sanje Toljan, oziroma seveda sem si jo naročila v knjižnici. To je pa zelo pomagalo mi, da so se tudi povezali, gospa je iz Zagreba in mi je pač začela urejati črevesje, kjer je pač očitno bil že ves čas tudi vzrok telesni, a ne, se pravi, povezave med možgani in črevesjem ni bilo več. Temu se pravi disbioza. In me je enostavno, tako kot da sem se ponovno rodila, kot da sem res umrla in ponovno se rodila, bom rekla, dala na eno tako dieto, ki posnema otroško hrano oziroma hrano dojenčka. Se pravi, jedla sem juhice, s mesom lahko tudi, a ne, toliko, da je bilo za moč, in 3-krat na dan. Dobila sem prave probiotike in to je bilo, tudi zredila sem se seveda, ker pač nič ni več delalo, ne. Ja, vse, ja. In to je bila prva stvar, ki je začela delovati. Ker prej sem seveda že vse možno smo sprobala, ne. Od raznih pripravkov do, saj vemo, da na nas prežijo razne reklame in vse to moraš najprej sprobati. Ampak to je edina stvar, ki je začela delovati, no, in takrat sem kar tako v šusu 10 kil izgubila in tudi prišla malo do energije, do prve, in sem prvič lahko šla tudi malo do tele trgovine. No, in tudi naslednji korak je bil, da sem začela hoditi na
se pravi, ko sem telo oskrbela, da sem začela hoditi na psihoterapijo, kjer sem prišla v res fajn okolje, kjer je bilo tudi kar še nekaj izgorelih in smo si pač, mislim, da je to bilo zelo, zelo koristno, no. Oziroma je še vedno, no, se poslužujem. Ja, ker lahko pač neke stvari, včasih se samo malo posmeješ, ampak zelo pomembno je, da imaš neko spet skupnost, ki te malo gor drži, a ne. Saj ne smem reči, jaz sem imela res veliko skupnosti, ker sem z ogromno ljudmi sodelovala v svojem življenju in ogromna skupnost je bila za mano. Ampak tudi je vseeno drugače, če je nekdo že šel čez isto kot ti in ne težiš s prijateljem s tem, ker dejansko jaz tudi med tem časom, ko sem izgorevala oziroma sem še hodila taka v službo, nisem dala teh znakov, niti kaj dosti, no, da je kaj z mano hudo narobe. Všeč mi je bila tvoja pesem, ki se imenuje Posmrtne. Jo bom kar prebrala. Zato v mojem zeliščnem vrtu sedaj raste ingver, to je del pesmi, a ne? Tisti, ki je bil že za v smeti, izčrpan in suh kot jaz. Na kuhinjskem pultu je, kot mrtvo telo vrabčka, kljuboval smrti zelo ubogo brstko, rumenim kljunčkom. Pa sem se ga usmilila in dala v zemljo. Sedaj živi novo življenje in tako lepo, skupaj, počasi, posmrtno rasteva. Se pravi, ta ingver je simboliziral tudi tvojo rast in obnovo. S kakšnimi čustvi te je navdajal, ko si opazovala njegovo vrnitev v življenje? Ja, takimi, da sem morala pesem napisati. To je bilo res zanimiva štorija, ker ta ingver je bil, ne vem, mogoče celo leto na tistem pultu in je bil res suh, posušen, ampak je imel to brstko. Jaz sem rekla, pa mogoče, če drugje raste, mogoče še pri nas na Dolenjskem. In sem ga kar tako malo zakopala tam na mamin vrt. In no, čez nekaj časa zagledam, kako je to tako, kot ena palmica raste. In je bil tako že zanimiv za videti, kakšne liste ima. In mi je bilo, no, res zanimivo. Potem, ko je pa nekaj časa se vrtilo, jesen je prišla, mislim, da bi ga lahko še odpustila, ker je imel še ogromno poganjkov, ampak smo izkopali 5 konkretnih teh ingverjev. Korenin njegovih. Ja, in smo tudi, sem si kuhala tudi čaj in je bil zelo močan, oštar, tako da je meni pomenil, ja, tudi tega, bom rekla, če sem omenila prej telo, pa potem duševnost, kako je pomembno, ne, da pač imaš podporo in da se zdraviš, je tudi pomemben duh, ne. In jaz sem se zelo zanesla potem na tega duha. Bom rekla, da duh mogoče sveti ali ta duh, ki ga imaš tudi sam, ki ga spustiš vase, zato da pravijo, duh najde pot, ne. In ja, jaz sicer sem še na poti, se še borim s posledicami izgorelosti, ampak mislim pa, da nekako sem dobila neko to kombinacijo, s katero lahko napredujem. V bistvu si rekla, da si prej preveč za druge delala in si nase pozabila, zdaj te pa ta bolezen ali ta izgorelost prisilila, da si začela skrbeti zase. In rekla si, da je bilo to najtežje od vsega, poskrbeti zase. Ja, čeprav jaz to zelo težko slišim, da sem preveč delala za druge. Jaz mislim, da ne, ampak lahko bi še več, ampak moraš pa na sebe vseeno, ne smeš pozabiti, a ne. In prav pri teh travmah je to še posebej pomembno, ker se vemo, ne, pri travmah se v bistvu še ta otrok zbuja v nas in ta otrok marsikaj potrebuje, a ne. In jaz sem prav šla sem do konca teh potreb
in sem mogoče rabila samo medvedka stiskati, ker ga mogoče nisem pravi čas. Ja. Pa sem imela en tam termofor, pa sem si ga lepo pogrela, pa je bilo toplo. Pa tako, a ne, v tem smislu, kaj tega si dati, a ne. Saj mi mislimo, ja, zdaj bom pa ne vem koliko potoval, pa si bom to dal, pa si... Ne, pravzaprav gre za ene te čisto osnovne, pa tudi, da se okrepiš z enimi ljudmi lepimi, a ne. Tako sem tudi do tebe prišla, oziroma kar eni ljudje so se pričeli okoli mene spet nabirati. Tako, lepo mi je, no, v tem smislu. In to mislim, da je ta skrb zame, no. Rekla si, da ko so ljudje, ko berejo tvojo knjigo, da tudi na ta način srečaš nove ljudi, da se jih toliko dotaknejo, te tvoje pesmi, ta tvoja iskrenost, neposrednost, ranljivost, s katero izražaš svojo moč. In da se ti kar, ja, še razširil, dodatno razširil krog ljudi. Ja, res je. Ko sem imela, vemo, no, da poezija se ne bere, jaz vem to iz izkušenj, iz knjižnice se ne izposoja. Zelo slabo, no. Tudi, ko ima, ne vem, nekdo, nek pesnik, neko predstavitev, je tam nekaj njegovih, zelo malo, no, ljudi pride na to, ampak mislim, da je to ni prav. Tudi vemo, da se veliko piše poezija, ne. In prav je, da se izražamo, ampak prav bi bilo to, da se bere, no, ker to pomeni, da nam je mar, in poezija tudi zna na en tak način te svetove spet skultivirati, ne. Vse, kar se mi je zgodilo, sem lahko povedala, sicer naravnost, ampak skultivirano, ne. In mislim, da jih to nagovarja, zelo nagovarja moške, ker pravi, da sem pristna, da sem kratka, da sem tako, ne. Ja, na moji predstavitvi knjige, prvi predstavitvi, zdaj jih je bilo že 20, je bilo 120 prijateljev, ljudi, na drugih pa je bilo treba že, bom rekla, je bilo že prepuščeno drugim. No, ampak so se do zdaj kar vsi potrudili, da so ljudje prišli, in ko pa pridejo, jih pa zelo nagovori. Jaz mislim, da zato, ker delimo si izkušnjo, a ne. In je pač samo nekdo, ki je povedal, sej ne, da zdaj ne piše noben, ni še, mislim, vse je kar moderno, že tudi, ne. Pa tudi ni to knjiga o izgorelosti, da smo si, ne. Ja, jasno. To je samo ena pesem o izgorelosti notri, a ne. Ampak je taka, no, se mi zdi vseobsegajoča, celo življenje, neka iskanja, neki do ničesa smo že prišli pri teh letih, tako da, ja. Zdaj pa še tudi kaj izvemo, ne. Ljudi, ki pridejo, pa mi še svoje povejo, in meni so to darila, no. To so meni darila. Veš, to si najprej napisala roman in potem si začela pisati poezijo, in zato je naslov te pesniške zbirke Napisala sem roman, tak nenavaden naslov za pesniško, ja. Če malo več o tem poveš. Ja, no, ne vem, če je glih, lahko rečem roman, ampak mogoče nastavki, pa nekako je bilo v tem smislu, da ne bi pisali dnevnika, ne, v teh skupinah psihoterapevtskih. In potem sem začela pisati in me izmučilo, no, na nek način. Videla sem, da ne bo šlo, da moram bolj ekonomična biti, in se mi je poezija zdela fajn za to, ne, da bolj ekonomično naredim. Pa tudi bolj na dušo mi je bilo. Ni mi šlo za to, da jaz zdaj to kronološko vse popišem, pa ne vem, kaj še vse. Sem si pa pač neke stvari so prišle ven, ki pa mogoče čez pesmi ne bi, no. Je bilo dobro to narediti, zato da sem potem lažje to napisala, no. In rekla si, ja, ko si pisala pesmi, da je bila to najboljša terapija, da takrat je res odleglo tudi te krivice in vse, kar se ti je dogajalo, ker si to dala ven.
Da te je to zelo zdravilo. Ja. Ja, jaz sem zelo, vse večina ljudi najbolj boli krivica. In tukaj pa res znam postati tudi, kako ne rečem, tukaj sem jaz na preizkušnja, kako to povedati, ker sem zelo direktna. In ja, mogoče sem si pa tudi razjasnila, kaj se je pravzaprav zgodilo. In ko enkrat to daš ven, je pa zunaj, ni več v tebi. Tako kot včasih nekomu paše, da dežuje, kako ti lahko to paše? Zato, ker je zunaj, ker ni več v meni. Na nek tak način. In predvsem, ko je knjiga izšla, ko je šla na svojo pot, kot da so se neke energije ustvarile, da sem jaz vedno bolj čutila, kako sem olajšana, kako si lahko, kako sem rešena tega bremena na nek način, da res lahko korakam naprej, da mi nič več, mislim, da se mi ne more več zgoditi, nič kaj to groznega, da bomo že rešili. In priporočam, tako kot pravijo psihoterapevti, pisanje, vsaj dnevnika. Ali pa vsaj 5 ključnih besed tistega dneva oziroma tistih občutkov, če moraš biti ekonomičen. Ustvarjalnost je res zdravilna. Ja. In napisala si v njej, da govori en jezik in hkrati vse. In naslednji stavek je bil kot Chuck Norris zmore. In pol sem se spomnila, nekaj mi je tako zvenelo, to je pač igralec v teh akcijskih filmih, pa nekaj sem se spomnila, so bili eni vici v zvezi s tem, ampak zelo, zelo dolg nazaj nekje iz osnovne šole se je zdela, srednje. In pol, ko sem te vprašala, si začela po telefonu iskati, in bom kar 2 prebrala, ko sem si jih zapisala. Se pravi, koliko je on vsemogočen, v to smer grejo ti vici. Zakaj Chuck Norris spi pri prižgani luči? Ker se ga tema boji. In drugi, Chuck Norris je že pred 10 leti umrl, a se mu smrt ni upala povedati. Tako da ti si hotela reči, da tako kot Chuck Norris je tudi umetnost vsemogoča in da govori univerzalni jezik. Si pa seveda, mi je všeč ta tvoj humor, ki si ga upletla zraven. Kaj ti pomeni ta neomejena moč izražanja, ki premaga omejitve? Ja, jaz mislim, da ustvarjalnost, tako kot sem že rekla, zdravi človeka in družbo. Vemo, kakšno je mnenje o kulturi, o umetnosti na splošno, o nekih umetnikih, mogoče tam v nekih malo temnejših kotih, da so se tudi porušili nekateri, jim. Ampak jaz mislim, da dokler so imeli vsaj kakšen kot, kjer so lahko ustvarjali, da niso bili moteči za družbo oziroma niso bili na ulici. In jaz mislim, da vsakega človeka, se vemo, šport in pa tudi kultura. In ustvarjalnost predvsem, da v vsakem tiči ta želja po izrazu, povedati in to na nek varen način, pa v nekem varnem prostoru, da je to nujno za neko družbo in to gre v obe smeri. Tako iz družbe na posameznika, kot iz posameznika na družbo. Vedno v bistvu iščeš svetlobo in se obračaš proti njej in to se tudi v pesmih čuti, mislim, izraža. Mogoče bi pokazala še tvojo pesniško zbirko, kako izgleda. Baletka, izgleda lepa, čeprav je veliko napora za to, da tako izgleda. Oziroma nekako pride ven dobro, čeprav je pot težka. V tem smislu. Prijatelj je prispeval svoje grafike, tako da je prijateljska tudi knjiga, v enem prijateljskem vzdušju nastala.
Tudi spet ena taka manjša skupnost. Tako. Kot uvod v knjigo si napisala: vem, da nisem edina na tej poti, vsi si moramo slej ko prej priznati svojo ranljivost. Samo to nas lahko poveže in naredi močnejše. Kakšno vlogo igra priznavanje lastne ranljivosti v tvojem procesu osebnega razvoja? Ja, kar ključno. Mislim, da vemo, da je čisto v redu imeti pozitivno razmišljanje, je čisto v redu verjeti, se pravi imeti neko vero v dobro. Je pa vseeno zelo pomembno, da si priznamo tudi svoje omejitve. In kljub vsemu, koliko velika je želja, da, ne vem, recimo, jaz sem bila rada pri vnukinjah, pa bi v službi bilo fino, če sem pa, ne, nekje moraš pač in isto v tem smislu, ne, če telo reče ne, moraš ubogati, ne, in to pri prvih znakih, ne šele, ko si že samo kadaver in nič ne deluje tako, kot bi moralo, no. Jaz mislim, da ta ponižnost, ne ponižanost, to imam tudi v eni od pesmi, se pravi, ta ponižnost je zelo pomembna, da se nek tempo ustvari, ne, v katerem pravzaprav šele lahko vidiš širšo sliko, deluješ, se ustaviš, karkoli pa, če je že potrebno. Bom jaz to pesem kar prebrala, kaj si omenila. Ponižnost, ne ponižanje. Povedati, ne obtoževati. Sprejeti, ne se vdati. Spustiti, ne vračati. Odžalovati, ne pogrevati. Iti dalje, ne stati na mestu. Biti ti, nevšečen. Se zlomiti in se zdraviti. Mogoče malo več o tem, biti ti, nevšečen. Ja, to nekako niti nisem imela toliko problemov, mislim, težav s tem v življenju. Ker ta moj jaz tako pride vedno na plano in tudi ne znam igrati in to meni se vse pač na obrazu takoj vidi, kaj si mislim. In je pa vseeno, recimo, da sem bila vedno na takih položajih, kjer sem morala tudi kaj, bom rekla, ne glih pametno odigrati, ampak tako se malo nazaj potegniti in v tem smislu, da je bilo boljše za skupno dobro, a ne. In to me je tudi stalo, to moram reči. Kar se pa tiče tega, no, da jaz recimo sem tudi vedno bila odprta, vedno sem povedala, ne vem, tudi v družbi, tudi z možem recimo, sva bila zelo odkrita, kaj se nama dogaja, na kakšen način rešujeva stvari ali pa jih ne znava. In se mi je zdelo pač, da nam ne sme biti nič človeškega tuje. In sem tudi to knjigo tako naredila, pač odprto. Zdaj, slišala sem se sorta, ne, zakaj bi ti travme skozi pogreval, pa saj to sploh ne obstaja, pa to sem tudi slišala. In to od bližnjih. Ampak, ja, jaz sem pa dobro prišla čez, ne. In to v tem smislu, da sem bila avtentična. Bom rekla tudi neko, kako se reče, integriteto, a ne, sem hotela ohraniti. Tako da to je meni zelo pomembno, no. Pesnik Iztok Osojnik je napisal v besedilu, ki ga je napisal za tvojo knjigo Kot popotnico, je napisal: ko pripoveduje o sebi, pripoveduje o vseh nas. Ja, jaz res ne želim, da se sliši na ta način, spet ena, ne. Ampak na ta način mi vsi,
mi vsi, a ne, imamo eno tako pot, ampak pomembno je, da gremo na koncu k svetlobi, a ne, da si kljub temu, da recimo ti polena pod noge, jaz sem bila v enem trenutku na tem, da lahko rečem, grem za njimi in dobim status in dobim neko ime tako, ne, kot vemo, kako ga dobiš. Ampak sem rekla, ne morem, ker bom šla čez sebe, a ne, ne morem. Ne morem niti na tistih proslavah sedeti, kjer me zastopite, ne, pač ne morem, nisem mogla čez to, tako da sem se pač odločila, da sem ohranila sebe, da pač izstopim z tega vlaka, no. Ja. Ja, še tole bi prebrala. Dati čreva na plot, si napisala v knjigi, premakniti koga, se dotakniti, obrniti na glavo, razburiti, zagabiti. To so prave pesmi iz mesa in krvi. Ne moreš iz življenja priti nedotaknjen. Ja. Pesmi iz mesa in krvi pišeš. Ja, hvala, ja. To mi Ja, jaz mislim, da da se moramo premakniti, a ne. Saj nas nič več ne premakne. To grozot je, da v bistvu se moramo zaščititi pred njimi, ampak v končni fazi pa nismo zaradi tega smo apatični, moramo pa biti empatični, a ne. Jaz vidim tudi kot vodja bralnega kluba recimo, ali pa bralnih klubov, da so ljudje včasih imajo že malo dosti, ne, teh mojih izbir, kjer se pač, ne vem, junak matra ali pa pada v neke čudne ekstreme. Ampak ja, jaz vedno znova malo izzivam, da pač branje je prvo, ki vzgaja empatijo, se pravi, ali pa družina, no, ali pa vzgoja v tem smislu, da to še vedno moramo vzgajati, no. Bralne klube že 12 let vodiš. Ja. In to je tudi, ja, na ta način tudi gradiš skupnost, da ni branje samo neka individualna dejavnost, ko jo doma človek sam počne, ampak da pol to delimo, delite, no, da ljudje preberejo in potem se o tem pogovarjajo. Ja, ja, pač videla sem pri svojem delu, da kljub temu, da naredimo, ne vem, različne ure pravljic, da organiziramo, ne vem, ure z poučno knjigo, vse te možne modele, a ne. Ni zaradi tega nič več branja, ampak da moramo enostavno delati na tem, da se začne brati, ne. In kako pa? Ja, tako, da se usedemo in beremo, ker pač branje je tako zapleten proces, ki potrebuje od pozornosti do skratka en kup zapomnitve in pač zapleten proces, v katerem ni tako recimo kot neki, ne vem, sam pogledati, a ne. Ampak se moraš res skoncentrirati. In pa smo začeli, a ne, začeli smo s eno skupino seniork, potem pa je šlo to vse do razredov osnovne šole, a ne, kjer sem pač prišla v razred, smo prebrali eno krajše besedilo in smo se o njem pogovarjali. Ampak tukaj se zgodi ena taka velika čarovnija. Pravzaprav, ko vsi preberemo isto besedilo in se o tem pogovarjamo, se pravzaprav pogovarjamo o sebi. Ja. S tem, da ni nihče označen, da ni nihče nekaj več, nekaj manj. In zelo pomembno, v teh bralnih klubih je vsako mnenje šteje. Ni pa pravilnih ali nepravilnih mnenj. Zato res v vseh teh bralnih klubih in vseh teh letih ni bilo primera, da bi kdo bil užaljen, izključen, karkoli, da bi koga ustavljali, da bi, ne, vsak ima neko izkušnjo in če, tako kot sem rekla, vsakega knjiga tudi prebere, a ne, in on prebere knjigo in
mogoče se ga dotakne na čisto na drugem nivoju, na drugi točki, kot se je mene. In to je zelo dragoceno, ker in to vedno tudi govorijo ti člani, ko pridejo, da jim je to najbolj dragoceno, ker jih zanima, kako razmišljajo drugi. Jaz sem prav razmišljala, sem rekla, včasih smo šli iz šole, pa smo se pogovarjali, bral tisto knjigo, pa smo se spomnili, kako smo obdelovali Frankensteina, ki je prišel. Recimo, in pa je to kar manjkalo, ne? Ja, ker naenkrat ni bilo tega, mislim, so te nove tehnologije, nič nimam proti, ampak smo imeli tudi skupino že kmalu, recimo v občini, oziroma tam, kjer delujem, sem ustanovila, oziroma sem bila pobudnica za ustanovitev skupine za nekemično odvisnost, za preprečevanje nekemične odvisnosti. In prvo orožje je branje, zaradi tega, ker pri tem branju oziroma surfanju greš po površini in se tudi možgani, čisto dokazano je zdaj že poplitvijo, veliko je demence lahko tudi potem iz tega in za protivtež je že zato dobro brati, da ne govorimo potem še o drugih plusih, ki pridejo iz tega. Tole bi rada prebrala tudi. Kako v skupini, tem bralnem klubu, tako kot si prej že omenila v bistvu, da se ne obsoja drugačnosti. In klele sem prebrala, ko si napisala na Facebooku, sem prebrala, junakinja Jake, ki so jo v recenzijah označevali celo za psihopatko, je v naši družbi, se pravi v vaši skupini bralni, dobila varno zavetje, v katerem je lahko povedala svojo zgodbo. Kar je zelo dober znak. V nesreči, ki jo, največkrat mladoletnik, povzroči v afektu in nehote, je vedno veliko žrtev. In storilci načeloma ne dobijo ne besede, ne odpustka. Tako se je zgodilo tudi z našo najstnico. Kot namreč radi ponavljamo, bi država bralcev bila bolj empatična, miroljubna, odprta, demokratična, zdrava in bogatejša. Vsak bralni klub pa je zametek take družbe. To večkrat omeniš državo bralcev, kako bi bila. Ja. To so bile raziskave, ki sem jih brala tam nekje na sredi svoje kariere in so me zelo, zelo nagovorile in so mi nekako tudi postavile pot mojega delovanja oziroma nekaj, v kar zrem, kot neko tako vizijo oziroma kar mi je bilo kot neka enota, tudi pri mojih dejavnostih, se pravi, kam bo to pripeljalo, a bomo kaj več brali, kakšen bo učinek, bodo prišli v knjižnico, ker to sta bile recimo dve različni stvari in še več drugih, in v tem smislu so me zanimale res samo take dejavnosti, kjer se mi je zdelo, da gradimo to državo bralcev. Se pravi, temelj je pa bralni klub in potem smo tudi te bralne klube, sem jih najprej sem začela malo mentore zbirati, slavistke in tako razne ljudi, ki jih je to zanimalo, da smo šli malo čez... Da si jih izobraževala, da si naredila mrežo. Tako, da smo malo mreže naredili. Pa da so mentorjev. Da je pol zdaj ful več bralnih klubov po Sloveniji, ne? Ja, najprej pri nas, zdaj pa v Sloveniji smo potem pa ravno z Iztokom Osojnikom in pa s Tatjano Jamnik naredili pa izobraževanja za mentorje bralnih klubov oziroma tiste, ki bi želeli postati in smo jih imeli že takoj v prvih 2 letih smo jih 200 pa še nekaj 200. Ja, zdaj pa to še, jaz sem potem sicer po izgorelosti sta sama nadaljevala, ampak no pa še Nuša Peperka je bila na začetku zraven, ne smem pozabiti. Tako da sem zadovoljna s tem, da je neko seme posejano
In poročila so pa tudi taka, no, da dobro uspeva. Mislim, da je to res lahko zametek ene boljše družba bralcev, ne? Ker to je vseeno, je na nekem nivoju človek, ki je nekaj prebral, ki ima vsaj potencial, da mal pomisli, ne? Ker to, da ne mislimo in da ne razmišljamo o vseh teh pojavih današnjih v družbi, je zelo slabo, ne? Tako da pa tudi jaz imam eno tako, bom rekla, vedno malo tehtam, ali to pelje k dobremu ali k slabemu, a ne. In se pač na podlagi tega nekako odločam, ali me vleče dobri duh ali me temni. Kdo me zdaj nagovarja. Tako da to so še te prakse. Kateri volk, ja. Katerega boš pa tudi potem hranil, a ne. Tako da mislim, da tukaj vsekakor ne moremo zgrešiti. Kako bi lahko spodbujali bolj pozitivne vrednote, kot so poštenost, dostojanstvo v naši družbi in to, da bi tudi preusmerili medije in družbena omrežja, da bi to prišlo v ospredje, ne samo te, mislim, da ne bi bilo sploh negativnih novic, ali pa vsaj ne toliko, no, ker tukaj itak prevladuje sploh televizija pa to, pa časopisi, pogledaš naslovnice časopisov, ti slabo rata, sami neki umori in to. Kako bi lahko po tvoje to? Jaz mislim, da je treba predvsem govoriti veliko o tem, da ne smemo utihniti, ne. Jaz mislim, da sem edina na začetku. In potem sem, ne čistko zares, ampak potem pa, ko spregovoriš, pa pristopijo ljudje k tebi in vidiš, koliko je ljudi, ki pač razmišljajo, kako jim je žal, kako nam je žal pravzaprav za te vrednote, kako nam je žal za to povezovanje, za to, da si podajamo roko, za to, da, ne vem, se veselimo ali pa, da je lahko nekaj tega neusmerjenega časa. Zdaj sem gledala eno gospo, ki umira, in so jo prišli s televizijo spraševati, kaj bo pa zdaj, ne? Ker beremo knjige, zdaj pa gre na potovanje, si izpolniš pač neke vse želje, ne? Pred smrtjo. Pa je rekla, prav nič ne bom počela. In si bo to dovolila, ne? Ker dejansko smo usmerjeni, oziroma mi smo še kar dobro prišli skozi, ne, ta naša generacija, kar se vsaj tega tiče. Ampak zdaj vidim mladi, moji otroci, pač v tem smislu samo domov, služba, vrtec, otrok je že pri 10 mesecih v sistemu, a ne. Tako da jaz se sebe spomnim, kako smo v travi ležali, tako kot sem prej rekla, jaz se še vedno rada potepam. Jaz imam zelo rada, da začnem tukaj dan in ne vem, kje ga bom končala. Ne vem, kje bova pristali danes, recimo, potem. Ampak to mi je ena ta svoboda, no. Ja. Omenila si, da so otroci že pri 10 mesecih v sistemu, pa sem pol seveda na šolstvo pomislila, ker vrtec je še malo bolj nedolžen sistem, šola. Si rekla, zdaj je šla tvoja starejša vnukinja v šolo in da te je groza tega. Sva pa brali, ker je bilo tudi v Sensi uvodnik od urednice o Krishnamurtiju in o njegovi šoli, kako oni spodbujajo svobodo tam. Ja. Glih kontra, se pravi, da nočijo, da so ljudje neke lutke, ki sledijo temu, kar pri nas v teh šolah hočejo, da smo vsi ukalupljeni. Kapitalu pač, ja. Tako, kapitalu. Tam se pa spodbuja res, ko bi rekla, talente, darove. Nočem, da se to sliši kot neka komunistična misel, ampak res na ta način, ne, kako, kdo si, mislim, se mi zdi, da kakšno pleme bolj pametno deluje, kot pa ta družba, ki pač sprejme nekoga, ki je malo drugačen, mogoče je avtist, mogoče je, ne vem, ampak porabijo njegove te kompetence in njegove talente in ga vključijo na nek način. Celo mogoče jim je dajo, ne, tisti, ki
pazi na nas ali pa je vedno tu. V tem smislu, a ne, da se na ta način izkoristi. A ne. Zdaj pa, če je pa samo pomembno, komu pripadaš, nek protekcionizem in ne pride, in je to zdaj tisto, a ne, merilo, pa pač ni to Krišnamurti ali pa, ne vem, Kristus ali pa pač ti sveti očetje, a ne, ki so že tudi kaj vedeli, daleč pred nami. Omenila si avtizem, pa prej si omenjala moža svojega, da nista nikoli skrivala drug pred drugim, da sta probala biti avtentična v odnosu. In napisala si pesem, ki se imenuje Ljubezenska pesem. In del nje, zdaj bom prebrala odlomek. Po 40 letih veva ogromno drug o drugem. Dovolj je gib, pogled, bežen dotik, pogrete noge v tvojem naročju. Mi gre kar na jok, ker se mi zdi tako lepo. Zato, ker je to tudi moja izkušnja in se mi zdi tako redka. Te pogrete noge v naročju, te male stvari v odnosu. Moram naprej prebrati. Če bom lahko. Ja, veš. A razumeva rane, spoštujeva se, počivava, nekako uživava brez dram. Molčiva, molčesi, odpustiva. In ob tem pomislim na Roberta Johnsona, ki je napisal knjigo Mi dva in on pravi temu mešanje ovsene kaše. Da najdeš svetost v preprostih trenutkih. Malo povej o tem. Ja, ni bilo zlahka, ker jaz sem res človek, so si zelo različna. Če je on zelo ena tista skala, ki je doma in kateri se vračam, sem jaz ena lutalica. In nisem dolgo razumela, kako lahko, a ne, ampak ja, avtisti rabijo, oziroma Asperger potrebuje zelo veliko te rutine in stalnosti in varnosti. In to se recimo sprašujem tudi v pesmi z naslovom Svoboda. Ker je njemu to svoboda. Meni je pa drugo, a ne. In kje se pa srečava, pa tam na tistem kavču, kjer jaz oddahnem. In on tudi, ker sem spet tam. Ker tudi recimo ni zdaj, da bi ne vem, koliko potrebovali oni te bližine, a ne. Ampak ko pa se to zgodi, oziroma zvečer recimo, a ne, ko pristaneva tam, je pa ja, ta posvečen čas, a ne. In namenoma namenoma sem hotela napisati pesem, ki ne govori o tem, da tečeš na Triglav za moža in on, ne vem, zvezde klati, ampak ja, mešava ovseno kašo. V bistvu, ja, se mi zdi, da manjka tega v literaturi, te avtentične ljubezni. Mislim, toliko imamo teh filmov romantičnih, ki nam delajo škodo, pravzaprav lahko tudi, a ne. Veliko škode naredijo. Ja, imamo napačne ideje in pridemo do mešanja ovsene kaše. Tako, kot se reka, to je ful dolga pot, zato ker hrepenimo po teh filmih, to, kar od majhnega, ne vem, pa Princi v pravljicah, pa katastrofa. Mogoče, ja, mogoče tudi ta predstava, ki si jo ustvarimo potem, mislim, Hollywood, da je res hollywoodska ljubezen in te predstave naše, da je to kar velika škoda tudi. Mislim, ogromna škoda naredi pravzaprav, a ne. In potem, mislim, da ja, tudi razpadajo zakoni zaradi teh predstav in pričakovanj. In midva sva šla čez toliko preizkušenj, ki jih nisva bila tudi, večina njih pravzaprav niti nisva bila sama kriva. Ampak, da sva
pač morala priti do tega. No. Ja. Jaz mislim, da lahko zaključa, Ja. zaokrožva in pogovor pri ljubezni, Ja. ki je tako zelo pomembna. Mogoče bi sam še povedala, Ja. da si rekla, da ljubezen pa umetnost sta te rešili. Tako. Ljubezen in umetnost. Ker začela sem potem, si pravim, da sem iskala nek način, da se vrnem med ljudi, oziroma tudi sama sebi. Tako da sem imela srečo, da sem našla nek zbor pevski, da sem najprej prišla do glasu. Čeprav mislim, da je bil že ta tudi moj način oglašanja, ne, knjiga. Ampak vseeno ta glas, ki imam tako dostikrat zadrgnjenega, ne, v tem smislu, da sem ga odprla. In potem sem našla še likovno, se pravi likovno udejstvovanje, kjer sem ugotovila, da tudi imam neke svoje poteze, da znam tudi neke svoje poteze odvleči, ne. In me tako pomirjajo te stvari, so me napolnile, pravzaprav me polnijo z energijo. Tako da kar tako naprej, Ja, hvala. ustvarjalno. Hvala. Pa hvala za vse, kar daješ skupnosti. Hvala vam za Sigurno priložnost, ja, tudi, da povem, koliko je to pomembno. No. Ja. sigurno s tem navdihuješ druge, tako da Ja, v tem smislu, da ko pridejo, vidijo, da to res deluje. No. Da najtežje je prestopiti ta prag, ampak ne more, mislim, ta individualizem ne bo dolgo. Potrebujemo se. ja. Ja. Hvala za pogovor. Ja, hvala vam.